Rusija je tik pred tem, da sprejme eno svojih najpomembnejših odločitev v zadnjih letih, zagotovo od jeseni leta 2022, morda pa celo od začetne odločitve za začetek popolne invazije na Ukrajino februarja tistega leta. Dejansko mora Kremelj izbrati, ali bo mobiliziral veliko večje sile, ki bi jih neprostovoljno poslal v Ukrajino. Ali pa vsaj tako vztraja Kijev, da se bo zgodilo v 2 kratkih mesecih. Uspešna izvedba mobilizacije bo utrdila ruske šibke točke na določenih delih fronte, Rusiji omogočila napredovanje na drugih delih fronte in morda celo začetek nove smeri napada. Če izvedba ne bo uspešna, bo Rusija v najboljšem primeru gospodarsko ohromljena, v najslabšem primeru pa lahko to privede do padca Vladimirja Putina z oblasti. Vendar pa, ker gre za svet geopolitike, morda ni vse tako, kot se zdi. Zato se moramo danes poglobiti v politično-vojaško strategijo in dezinformacijske kampanje, ki nastajajo na tem področju. A morda smo priča lastni igri Ukrajine, ki bi lahko spodbudila težave, ki se jim Rusija želi izogniti, hkrati pa povzročila ravno tiste težave, ki se jim želi izogniti Ukrajina. Torej bomo danes to temo obravnavali v 4 fazah. Najprej vam bom predstavil ozadje trditve o mobilizaciji. Kaj se morda dogaja, kdaj bi se to lahko zgodilo in zakaj bi Rusija to želela storiti? Nato bomo preučili, zakaj si Ukrajina tako zelo želi javno izpostaviti to prihajajočo mobilizacijo oziroma domnevno mobilizacijo. In za vse vas, ki ste z mano že leta, pokazali na tisti napis. Vendar pa ta strategija prinaša določeno tveganje. Saj če je učinkovita, a ima Putin trden politični nadzor nad Rusijo, se lahko vse skupaj obrne proti njim. Preučili bomo, zakaj bi lahko bilo tako in kakšni pogoji so potrebni za tak učinek. Na koncu bomo pogledali Ukrajino, da bi našli namige, da je opozorilo o mobilizaciji morda iskreno, ter ga povezali s političnim škandalom, ki je tam izbruhnil prejšnji teden. Začnimo pa s pregledom trditve o mobilizaciji. Na kratko. Ukrajina pravi, da obstaja velika nevarnost, da bo Rusija mobilizirala kar 500.000 mož za služenje v Ukrajini. To bi se lahko zgodilo že čez 2 meseca. To sovpada s koncem parlamentarnih volitev v Rusiji, ki se zaključijo 20. septembra. Kot bomo o tem podrobneje govorili v nadaljevanju, bi bila mobilizacija v državi nepriljubljen ukrep, zato Kremelj tega ne bi želel napovedati, dokler glasovi ne bodo oddani. Vem, da se to morda zdi nenavadno, saj je Rusija vse bolj avtoritarna država. A vendar še vedno obstajajo omejitve Putinove moči in nadzora nad prebivalstvom. Tudi volitve z vnaprej določenimi zmagovalci so za avtokrata zaskrbljujoče, saj so lahko same volitve povod za usklajene proteste državljanov. Meže moči Kremlja lahko vidite celo v samem postopku mobilizacije. Pred trenutkom sem rekel, da bodo ti vojaki vpoklicani za napotitev v Ukrajino. Pravzaprav bi se po ruskem zakonu mobilizirali na ozemlje Ruske federacije, ki je bilo prej ukrajinsko ozemlje, preden so bili podpisi narejeni na teh straneh, ki jih zdaj gledate. To je posebnost ruskega naborništva, kjer lahko ti vojaki po zakonu odhajajo le braniti rusko ozemlje. Kar se tiče lokacije, Ukrajina opozarja, da bodo nekateri že v 2 tednih po mobilizaciji poslani na vzhodno fronto. To bi bilo verjetno na južnem delu, kjer je Rusija že nekaj mesecev v obrambi, zahvaljujoč ukrajinskemu porastu napadov na logistične cilje v regiji. Kar zadeva preostale, ki bodo prejeli več usposabljanja, bi bilo najlažje, da se odpravijo na severno stran glavne fronte, da bi hitreje napredovali proti Harkovu. Bolj ustvarjalen pristop, ki bi zahteval nekaj prilagoditev zakonodaje federacije, bi bil, da jih pošljejo odpreti novo fronto, ki bi potekala proti jugu iz Belorusije proti Kijevu. Veste, ker je to tako dobro delovalo zadnjič. Zadnja možnost, ki se omenja in bi zahtevala še bolj poljubno spisane nove zakone, bi bila napad na baltske države. Morda ste zaznali moj skepticizem glede te zadnje možnosti. Glede na vsa poročanja o tej temi bi morali nekaj časa nameniti razpravi o verodostojnosti te trditve. Torej, ali je to res? Opazili boste, da zgodba še ni prišla do glavnih medijev, kar kaže na določeno stopnjo skepticizma.
Namesto tega so temo izpostavili regionalno usmerjeni mediji, kot je Kiev Post, in vojaško usmerjeni mediji, kot je War on the Rocks. To vem, zahvaljujoč sponzorju današnjega videa, Ground News, ki se vrača. Poleg spremljanja širine poročanja in pristranskosti medijev, funkcija slepa pega pri Ground News izpostavi tudi zgodbe, ki jih vsaka stran političnega spektra spregleda. Na primer, desnica je spregledala telefonski klic novega britanskega premierja Zelenskemu. Levica pa je ignorirala količino nafte, ki jo je Iran izvozil med premirjem, ki v resnici ni bilo premirje. In če obiščete ground.news/lines na zemljevidih ali skenirate QR kodov na vašem zaslonu, lahko izkoristite izjemnih 40% popusta na Vantage Plan, ki vam omogoča dostop do vseh teh funkcij in še več. Zato se še enkrat zahvaljujem Ground News za sponzorstvo današnjega videa. V redu, nazaj k ključnemu vprašanju. Ali so te trditve resnične? Morda, vendar same trditve ne bodo vplivale na moje mnenje v eno ali drugo smer. Imamo še eno situacijo, kjer je najbolje, da ne poslušamo, kaj voditelji govorijo. Recimo za trenutek, da so trditve resnične in da bo proti koncu septembra Kremelj pozval k mobilizaciji. Ukrajina bi želela to Rusiji čim bolj otežiti, kar pomeni, da bi skušala čim več ruskih moških spraviti čim dlje stran od Rusije. Te javne izjave služijo kot opozorilo tistim, ki bi jih to lahko prizadelo. Morajo že zdaj pripraviti načrte za pobeg ali pa vnaprej zapustiti državo, da jih ne bi ujeli nepripravljene. Če za trenutek zamenjamo perspektivo. Jasna slabost mobilizacije za Kremelj je, koliko gospodarskih motenj bi povzročila. Da, tehnično gledano ne bi več izplačevali sredstev po pogodbah s prostovoljci, zato bi to morda izgledalo kot prihranek v zveznem proračunu. Ampak teh 500.000 ljudi nenadoma ne bo več delalo in prispevalo v gospodarstvo. Vsak, ki ima službo povezano z njihovim delom, se bo prav tako znašel v težavah. In vlada bo še vedno odgovorna za opremljanje in oboroževanje vseh teh novih vojakov. Morda je kratkoročno ceneje uvesti prisilno mobilizacijo, kot pa zvišati pogodbene plače, vendar obstajajo resne dolgoročne gospodarske slabosti. Druga slabost, o kateri bomo podrobneje govorili čez trenutek, je politična nestabilnost, ki bi jo povzročile takšne prisilne napotitve. Protesti na ulicah, grožnje obstoječemu režimu in tako naprej. Če imate težave z novačenjem, dovolj moških na prostovoljnih pogodbah kljub ogromnim denarnim ponudbam, z vidika povprečnega Rusa vam to nekaj pove o tem, kako zelo ti ljudje nočejo iti v Ukrajino. Rusija še naprej ponuja te pogodbe, kar nam pove, da je vsaj za zdaj prisilno novačenje slabša možnost. Če se vrnemo k stališču Kijeva, če lahko sprožite to gospodarsko pretrese in politično krizo, ne da bi se Rusija sploh odločila za mobilizacijo, se to zdi kot zmaga brez stroškov. V redu, kako bi lahko spodbudili takšne odzive? Tako da prepričate vse, da se lahko mobilizacija zgodi vsak trenutek. Posledično sporočilo Ukrajine nima lastne verodostojnosti. Ne glede na to, ali je to res, se zdi, da bi Kijev želel sporočiti isto sporočilo. Zato me te zgodbe zanimajo. Ampak nisem takoj prepričan, čemu naj verjamem. Tako so, bolj ali manj, vlade NATO gledale na idejo, da bi Rusija lahko napadla baltsko državo pred koncem leta. Ta zamisel je absurdna, vendar bi lahko spodbudila proukrajinska čustva med zaveznicami. To ne bi bil najslabši izid, prav tako pa ne bi škodilo, če bi to povečalo podporo za vojaške izdatke zavezniških držav, saj je NATO zelo zaskrbljen zaradi morebitnega ruskega napada čez približno 4 leta, potem ko si bo Kremelj odpočil od vojne v Ukrajini. Kljub temu moramo meniti, da bi Rusija morda želela imeti več vojakov ob meji, če bi ruske specialne enote poskušale izvesti nekonvencionalen in provokativen napad, kot nakazujejo obveščevalni podatki, da je resnična možnost na Poljskem. A to se razlikuje od trditve, ki ga je podala Ukrajina, zaradi česar je ukrajinska posebna izjava o napadu na NATO zavrnjena kot neinformativno sporočilo. Vsekakor bom v trenutku govoril o bolj zanesljivem signalu, vendar mislim, da bi se morali najprej posvetiti morebitnemu načinu, kako bi se to lahko obrnilo proti Ukrajini. Ponovno bi bila mobilizacija znotraj Rusije izjemno nepopularna politika.
Dejansko je povzročila toliko odpora jeseni leta 2022, da je moral Kremelj zaradi strahu pred protestniki na ulicah od tega odstopiti. Kar nam kot opazovalcem ni jasno, je kako negotov je Putin na svojem položaju. Če meni, da visi na nitki, potem verjetno ne bi razglasil mobilizacije v nobenem primeru. To je idealno za očitno strategijo Ukrajine, saj lahko Kremlju vsaj doda še eno skrb, v najboljšem primeru pa sproži upore, ki si jih Ukrajina na splošno želi. Nasprotno pa si predstavljajte, da se Putin počuti zmerno negotovega. Putin, ki si res želi zmagati v vojni v Ukrajini, bi ga lahko zamikala mobilizacija. Slabost pa je, da se bodo gospodarska škoda za državo in zmerno tveganje, da ga kdo prisili k odstopu, povečali. Vidiš, kam to pelje? Recimo, da opozorila Ukrajine zadenejo živec med povprečnimi Rusi. Tisti, ki lahko, pobegnejo. Tisti, ki ne morejo, začnejo protestirati. No, še enkrat premislite o odvračilnem učinku za Kremelj glede mobilizacije. Prvič, to je bila gospodarska škoda za državo. Toda del tega se je že zgodil. Drugič, to je bila politična nestabilnost. Ampak zdaj so protestniki že tam zunaj. Kremelj ima zdaj dobro predstavo o tem, kakšno grožnjo predstavljajo režimu. Možno je torej, da Kremelj zdaj ocenjuje, da se mobilizacija zdaj izplača, čeprav se na začetku ni. Ukrajina dejansko povzroča problem, ki ga želi omejiti. Ne vem, kako varno se Putin trenutno počuti. Že prej sem izrazil svoj skepticizem glede tega, da se Putin komaj še drži na oblasti in da nujno potrebuje preobrat v Ukrajini, da bi lahko politično preživel. Če kaj, bi oligarhi v Rusiji globoko vzdihnili od olajšanja, ko bi se vojna končala, saj bi se lahko vrnili k služenju denarja. Tudi izrazil sem svoj skepticizem, da bi bila mobilizacija dobra rešitev za ta problem, ne glede na to, kako močno ima Putin oblast v svojih rokah. Ponovno, ekonomska plat te situacije je preprosto grozna. In ne mislim, da je obupan poskus v obliki mobilizacije boljša rešitev. Ne pozabite, tudi teh več 100.000 novih vojakov potrebuje opremo. Kremelj te težave ne more rešiti tako, da vpokliče še milijon delavcev, ki bi delali v tovarnah in darovali svoje neplačano delo. Kljub temu bi moral ponovno premisliti o svojih prepričanjih, če bi se Putin resnično odločil za to. Ena razlaga, in prepričan sem, da bo to postala prevladujoča pripoved, je, da je Putin tako obupan, da ni imel druge izbire, kot da sprejme to odločitev. Vendar pa bi lahko to potezo razložili tudi kot posledico tega, da ima Putin tako trden oprijem oblasti, da so resnična politična tveganja minimalna v primerjavi s tem, kar bi lahko pridobil s prilivom novih vojakov. Nobena od teh ugotovitev se ne zdi razumna glede na to, kar vemo, zato bi bila napoved mobilizacije tako nenavadna. Za zaključek današnjega razmišljanja menim, da vse, kar smo na tem področju opazili iz Ukrajine, ni zgolj prazno govorjenje. Morda spremljate trenutni škandal v Kijevu glede Zelenskega, odstavitve ministra za obrambo Mihajla Fedorova. Fedorov je bil v državi priljubljen, vendar se je sprl z vodjo ukrajinske vojske, generalom Oleksandrom Sirskim. Uradna razlaga za javnost je, da je bil Fedorov neučinkovit pri novačenju za prve bojne linije, za kar ukrajinski poveljniki menijo, da je ustrezen odgovor na rusko mobilizacijo. To je povzročilo razkol med obema taboroma, pri čemer je Zelenski na koncu stopil na stran Sirskega. Posledično je Fedorovova odstavitev drag signal, da so ukrajinske trditve glede mobilizacije resnične. Ne bi želeli odstaviti priljubljenega in učinkovitega ministra, še posebej na tehnični strani vojne, če ne bi bilo še kakšne druge nujne skrbi. Samo pomnik, da je po vseh podatkih Fedorov predvsem odgovoren za ukrajinski zagon na jugu. Kljub temu tega ne smemo obravnavati kot dokončen dokaz, da je mobilizacija res v mislih ukrajinskih odločevalcev. Fedorovov odhod je morda tudi posledica notranje politike in to služi kot priročna krinka. Kot vedno smo mi kot zunanjiki še naprej v temi in moramo počakati na več informacij, da bi bolje razumeli, kaj se dogaja. Prav tako moramo meniti, da se protesti nadaljujejo, medtem ko to pišem, in veliko se špekulira, da bo Zelenski kmalu zamenjal tudi Sirskega. Dejansko se je to morda že zgodilo do trenutka, ko boste gledali ta video. Če je tako, mislim, da to ne spremeni načina, kako bi morali razumeti zgoraj navedeni argument o signaliziranju z visokimi stroški.
To je administracija Zelenskega, ki omejuje škodo, saj je močno pocenila priljubljenost Fedorova, tudi če prevladujoče mnenje v varnostnih silah države je, da mora Ukrajina sprejeti bolj stroge preventivne ukrepe. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Ukrajina vztraja, da Rusija resno misli z mobilizacijo. Obstajajo pomembni razlogi za napačno predstavljanje tega, kar ukrajinske dejanske obveščevalne službe pravijo o tej temi, zato bi morali iskati druge signale. Trenutne spremembe v vladi ponujajo nekaj vpogleda, vendar nič dokončnega. In obstaja določeno tveganje, da se bo vse to obrnilo proti Ukrajini. Še enkrat hvala Ground News za sponzorstvo današnjega videa. Pojdite na ground.news, poševnica ground.news/lines on maps, ali skenirajte QR kodov na vašem zaslonu in si zagotovite izjemnih 40% popusta na paket Vantage. Medtem pa lahko obiščete moj drugi kanal in si ogledate soroden video, v katerem poskušam razjasniti trditve, da ruski vojaki na fronti preživijo le 30 minut. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In William Spaniel vas bo pozdravil jutri. Pazite nase.